Danes je bila v prostorih zdravniških organizacij ustanovna skupščina Zveze organizacij pacientov, ki si želijo aktivnejšega, ažurnejšega sodelovanja z vsemi sogovorniki na področju zdravstva. Kako gledate na to na zbornici? Verjetno absolutno podpirate ta projekt in mu dajete spodbudo za naprej. Absolutno. Zdravniška zbornica Slovenije absolutno podpira ustanavljanje krovne zveze, predvsem zaradi tega, ker bi radi tudi na simbolnem nivoju, da tako kot zdravniška zbornica predstavlja cehovsko organizacijo z enim človekom in dvema podpredsednikoma, s predsednico, ki jo sicer danes na žalost ni z nami, tako tudi si predstavljamo, da bodo vsi majhni glasovi vseh združen, pa ne da so v resnici majhni, so v resnici veliki, ampak se bodo združili še v večjo simbolno krovno zvezo, ki bo lahko v bistvu podala glas skupaj, kjer bomo lahko pravzaprav zdravniki, ki smo včasih tudi bolniki, z bolniki skupaj naslovili predvsem tiste sistemske napake, tiste stvari, ki jih moramo rešiti zato, da bo sistem lahko normalno zafunkcioniral. Kateri pa so po vaši oceni ključni problemi, ključni izzivi, ki bi se jim veljalo prednostno posvetiti? Zdaj pač seveda iz stališča zdravstva je to nebroj stvari, je pa seveda res, da so zdaj tako problematični pravzaprav vsi segmenti. Seveda je pa tako, hiša se ponavadi začne graditi pri temeljih. Jaz kljub temu, da sem bolnišnični zdravnik, imam občutek, da je ta prva zadeva, ki jo moramo urediti na sistemskem nivoju, pravzaprav primarne. Takoj zatem sledijo bolnišnice in seveda ta povezava med primarnim in sekundarnim zdravstvom, ki se jim reče urgentni centri. Te stvari so te ključne, ki jih bo mogel sveži minister globoko zagristi, zaradi tega, da seveda najprej, tako kot sam pravi, stabilizira zdravstvo in potem naredi ene sistemske srednje do dolgoročne ukrepe, zato da se sistem postavi nazaj v ravnovesje.